Matic Jezeršek je v knjižnici Medvode prejšnji teden pripovedoval o tem, kako se je iz domače vasice Puštalj, torej iz Škofje Loke, peš z avtoštopom in letalom odpravil do Kanarskih otokov. Tam je spoznal nenavadnega kapitana iz Nizozemske, ki se je skoraj 50 let staro barko odpravljal v Brazilijo. Pridružila sta se jima še dva štoparja, Nemec in Poljak, in skupaj so se odpravili na razburljivo dvomesečno pot v Brazilijo. V Maticu Jezeršku je že dolgo tlela želja po dolgem, prelomnem potovanju, a vedno mu je bil čas vladar. Do trenutka, oktobra leta 2022, ko je dal v službi odpoved in edino, kar je vedel, je, da je sedaj čas za njegov štop. Najprej peš do Mrzlega vrha, nato pa z avtoštopom do Italije in naprej do italijansko-francoske meje, z jadranjem pa ni imel veliko izkušenj. Ideja je že mnogo let rasla v meni, že med študijom, ampak bolje tako prišlo, da sem v bistvu službo dobil, preden sem zaključil faks, tako da je bilo vse skupaj prepleten in nekako ni bilo časa za take avanture. Tako da pa sem v tisti službi nisem bil več zadovoljen in sem videl, da je treba nekaj spremeniti, sem pustil službo in šel štopat. Nisem pa prav dosti prej planiral, tudi jadrov nisem prav veliko prej, ampak zadnja leta nekako me je to skozi bolj vlekel, pa sem tudi ugotovil, da je Atlantik prejadrati ni taka strašna stvar, tako da sem rekel, da gremo probati, pa bo kar bo. Brez kakršnih koli predhodnih priprav se je odločil za štop. Štopanje čez Atlantik to ni toliko ekstremna zadeva. Recimo nas je bilo enemu trenutku tam na Kanarskih otokih 30 do 40 štoparjev. Tako da to je v bistvu zelo taka pogosta zadeva. Zdaj med Slovenci sem bil seveda edini, ampak bilo je pa veliko Polakov, Francozov, Nemcev. Tako da tam sem kar nekaj ljudi spoznal. In v bistvu pa kapitana sem pa najdel na Facebooku, v enih skupinah, sicer seveda tam smo hodili po pomolih od barke do barke pa prosili za prevoz, ampak jaz sem na koncu tega možakarja najdel na Facebooku. Tako da iskal je posadko, jaz sem pa zraven povabil še dva štoparja, ki sem jih prej spoznal in tako smo štartali. Kapitan pa je bil malo nenavaden, saj je po 11. uri dopoldne pil le še vodko in Coca-Colo. Alkoholik je bil tako težek, ker je dodal eno začimbo zraven tega potovanja. Tako da je bilo predvsej bolj naporen zaradi tega, ampak na splošno je pa bolj zanimiva izkušnja bila, mislim, da je. So bili tudi kakšni prepiri, je znal se spopadati z vsemi stvarmi na vodi? Ja, drugače je bil izkušen jadralec, bil je tudi zelo praktičen človek, imel je ogromen orodja na barki, tako da je veliko stvari znal popraviti. Ni pa se najbolj znal soočati z, rečemo, medčloveškimi konflikti ali kakorkoli. Tako da je bilo kar napeto kdaj, ampak v resnici zares tako skregali, da bi se ena drugega drli, to se nismo nikoli. Je bilo pa napeto vzdušje, pa tako vsak v svojem kotu. V kakšnih situacijah je bilo napeto vzdušje? Velikokrat zaradi hrane, tako čist banalno, ampak on je zelo rad kuhal, tako da je načeloma kar on prevzel to nalogo, ampak po parih dneh se mu je pa zdelo, da je preveč kuha in se je odločil, da to ni prav in da mora nekdo drug. In pa je seveda nekdo drug skočil in je skuhal nekaj, kar njemu ni bilo všeč, recimo, pa napačne začimbe uporabljal, pa take traparije. In je spet čisto noro in je spet on prevzel kuhalnico. Tako take stvari, ali pa glede pospravljanja, ali pa glede nekih jadralskih stvari, ker je on imel neka svoja pravila, čeprav niso bila šolska ali pa standardna. Na barki so preživeli marsikaj. Spominja se tudi nočnih straž na krovu jadrnice, kjer mu je pogosto družbo delal muc Fred, ki je na vse deloval terapevtsko. Pa veliko ulovov ribjih večerij, nevihtnega vremena in tenzijo pomanjkanju hrane v zadnjih dnevih potovanja. Sam pa je svojim znanjem elektrotehnike pomagal tudi pri težavah z elektroniko na jadrnici. Po več kot 6-tedenskem potovanju na morju je bil Jezerškov glavni cilj dosežen, a ker je imel še čas, se je odločil za večmesečno raziskovanje lepot Južne Amerike. O tem pa bo predaval v knjižnici Medvode 5. februarja ob 19:30 uri. In s kakšnimi spoznanji se je vrnil s potovanja? Sigurno ena stvar je to, da sem videl, koliko je tle fajn življenje, predvsem kar se tiče varnosti. Južna Amerika, sploh večja mesta, to je res nevarno na vsakem koraku, čeprav jaz nisem imel osebno slabih izkušenj, ampak so me stalno opozarjali,
Tako da je vedno bil en pritisk in ko sem prišel nazaj v Evropo, mi je bilo tako neverjetno, da lahko greš kar po noč se sprehajati brez skrbi in tako. Tako je to ena stvar. Druga pa se mi zdi to, da velikokrat so bili trenutki, ki mi je bilo težko, ki ni šlo vse po planu, ki bi že najrajši obupal, ampak pač nisem mogel, ne? In na koncu je vedno lepo išlo. Konec je bil zmeri dober, tako da to se mi zdi ena taka važna stvar, no, kjer se pravim tudi zdaj držati, da nekako stalno sem pozitiven, da pač vem, da je treba še malo stisniti, pa na koncu bo pa vse dobro. No.